Dober večer. Večer. Zahvaljujem se vam, da ste se odločili za ta intervju, ki zagotovo ni najbolj prijeten. Ponovno obujanje enih spominov je zelo pogumno dejanje, ki bo morda preprečilo smrti številnih mladih ljudi. Najprej na začetku bi povedala, da snemamo oziroma pripravljamo pričevanje tistih, katerim svojci so umrli za nemški tribunal oziroma, se opravičujem, za tribunal, ki ga sicer vodi res dr. Rainer Füllmich, vendar je svetoven tribunal. Pa začniva. Lepo bi vas prosila, da se najprej predstavite. Sem Aleksander, oče 20-letne Katja Jagodic, ki je umrla zaradi posledic cepljenja COVID-19. Tako. Katja je bila stara komaj 20 let. Kaj je botrovalo Katjini odločitvi za cepljenje? Katja se odločila za cepljenje, ker je dobila zaposlitev, kjer je morala izpolnjevati PCT pogoj. V kraju, kjer je živela, niti ni bilo možnosti, da bi se vsak dan testirala. Odvisna je bila tudi od javnega prometa, kjer je tudi bilo treba izpolnjevati PCT pogoja. Hkrati bi si pa kupila v narekovajih svobodo, se pravi, da bi živela brez omejitev. Zato sem odločila. Ali je sama sprejela odločitev glede vrste cepiva? Ja, za Janssen se je odločila sama, zato cepivo predvidela le en odmerek tega cepiva, s katerim si dobil veljavno potrdilo, in s tem cepivom oziroma s tem potrdilom so se ti potem odprla vsa vrata in s tem so se končala tudi ta testiranja in težave, se pravi, lahko si šel kamorkoli. Ali vam je bilo znano, kakšen je bil postopek pri cepljenju oziroma pred cepljenjem? Ali je bila informirana morda o učinkovitosti oziroma o trajanju tako imenovane zaščite, za katero vemo, da je ni, času potrebnem za začetek učinkovanja cepiva, ki je bilo uporabljeno? Kolikor jaz vem, niso nič opozarjali, niti o stranskih učinkih, ničesar, bilo je pomembno samo, da je dovolj en odmerek in to je bilo to. Ali so jo vprašali o njenem splošnem zdravju? Kolikor jaz vem, niso spraševali nič. Se pravi, da ni prejela opozorila o morebitnih stranskih učinkih? Ne, noben, tudi kakor sem se tudi z drugimi pogovarjal, še ker so bili cepljeni, ni nihče ničesar, do takrat nihče ničesar opozarjal. Pomembno je bilo le, vsaj dobil sem jaz tak občutek, da se pač dobi čim večje število cepljenih ljudi. Ja. Kdo je izvedel cepljenje? Je bila to medicinska sestra, zdravnica in v prisotnosti koga? Zdravstvenega osebja oziroma ali je bila navzoča reanimacijska ekipe, ki so usposobljene za reševanje v primeru anafilaktičnega šoka in podobno? Tega zagotovo ne morem reči, kdo je bil zraven, ampak kakor sem rekel, kolikor jaz vem, ni nobene ekipe zraven. Kolikor sem jaz seznanjen, tudi v drugih, ki so se cepili, se pride nikjer ni nikogar, prideš na cepilno mesto, kjer se vzame podatke, daš zdravstveno, podpišeš nek papir in je to. Ali je imela Katja kakšne predhodne oziroma kronične bolezni pred cepljenjem oziroma neke druge zdravstvene težave? Ne, Katja ni imela nobenih posebnih zdravstvenih težav. To je bilo potem tudi po 2 mesecih, ko so dali ven v javnost, kaj se je zgodilo, so tudi tam iz njene zdravstvene kartoteke bilo vidno, da ni imela nobenih zdravstvenih težav, ki bi karkoli vplivale na to, kar se je potem zgodilo. A je bila Katja mogoče pred cepljenjem testirana na COVID-19? Na samem dnevu cepljenja, ne. Tako, ni bila. Koliko časa po cepljenju je prišlo do zdravstvenih težav in v kakšni obliki?
Težave so se začele 9. dan po cepljenju. Prav, začelo se je z glavobolom. Katja je imela tudi prej, je imela pa migrene, a ne, in ker je imela migrene, je pač vzela tablet za glavobol, ki ji ni prijel. Bistveno, a ne. Naslednji dan se je začela brukati, dobila vrtoglavico, potem proti večeru je pa izgubila vid, na kar so klicali na urgenco, kjer so tudi povedali, da je bila se pravi 9 dni nazaj cepljena. Tam so pač rekli, da je po vsej verjetnosti tako huda migrena. Se pravi, se ni zgodilo nič, potem okrog 2. ure po noč se je pa začela tudi čudno vesti, je začela spraševati po vodi, kljub temu, da je imela vodo v roki. Takrat je bilo čudno, so poklicali rešilce in takrat je prišel rešilec, so jo odpeljali na nevrološko kliniko. Kdaj in kam je bila sprejeta, na urgentni ali kateri drug oddelek in kdo jo je tja napotil? Na nevrološko kliniko je šla direkt. Direkt. Ja. Kakšen je bil pa protokol zdravljenja, ki je bil takrat sprejet ob njenem sprejemu? Sledili so slikane glave, razni pregledi slikane glave, potem tam se je v bistvu še nekajkrat se je zavedla, potem je padla v komo, parkrat, oziroma medtem, ko se je zavedla, se je še spraševala po svojem fantu in po svoji sestri. Potem, ko je padla v komo, se potem ni več zbudila, ne. Katja je imela v glavi krvne stržke, pa zelo nizko število trombocitov, to je povzročilo krvavitev v možganih. In hkrati je imela krvne stržke in nizko število trombocitov, in zato je imela možganske krvavitve, potem se je moglo odstraniti lobanjsko kost. Tam smo vzeli, da je stanje zelo slabo in da je tudi verjetnost preživetja zelo majhna. Ali je bilo po smrti izdelano strokovno mnenje o vzrokih smrti v povezavi z cepljenjem? Ja, takoj ne, se pravi, to smo izvedeli potem po 2 mesecih, ko so dali v javnost, to je, da je strokovna komisija to ugotovila, so potem priznali, da je smrt povezana s cepivom in da je umrla zaradi sindroma tromboze s trombocitopenijo, ki je povzročena zaradi cepljenja proti COVID-19. Kakšen je bil odziv in pojasnila zdravstvenega osebja med zdravljenjem ter ob sami smrti Katje? Je pojasnila na sami nevrološki kliniki, bom rekel, so bile korektna, brez ovinkarjenja, tam so povedali in tudi so povedali, da je sum, da se to dogaja zaradi cepljenja, so pa tudi rekli, da pač, da bo to ugotavljala strokovna komisija. To je trajalo potem 2 meseca, in tudi to, kar so povedali, smo izvedeli iz javnosti, nismo izvedeli tako, ampak direkt oziroma kar so dali v javnost. Se pravi, niso vas osebno obvestili, da je to povezava s cepljenjem? Ne. Ali bi imeli še kaj povedati pri vsem tem, bom rekla, grozni izkušnji, ki vas je doletela, glede poteka, glede načina? Ja, to, da je skrajen čas, da ne nehajo ljudi siliti v to cepljenje, ki ni nikakršno cepljenje, in mislim, da ni potrebno, da na vsak način hočejo precepiti, na vsak način, ker mislim, da to cepivo ni cepivo. Takšno, kakršnega bi si želeli. Najlepša hvala za vašo pripravljenost in pomoč. Ta pomoč je tudi pomoč ostalim otrokom in ljudem, in upajmo, da jo bo slišalo čim več ta-pravih strokovnjakov. Tako da se vam najlepše zahvaljujem in za vaš pogum in za to, da ste se udeležili tega intervjuja. Najlepša hvala. Hvala.